Osnovna ideja razstave je prikazati, kako lepo se povezujeta živahna umetniška sodobna produkcija v Škofji Loki in bogata dediščina, katere tradicija sega nazaj v srednji vek. Ta dediščina je nenehno navdihovala sodobne umetnike. Pravi kolektivni odziv v tem smislu pa se je zgodil lansko leto. In sicer ob nenavadnem času, na nenavadnem kraju, ob zori, zgodaj zjutraj in sicer v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, eni najznamenitejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, srednjeveških. Poimenovali so ga Zornica, kar pomeni ob zori. Začeli smo v bistvu s tem, da so v lanskem letu se je začelo pripravljati prenova že omenjenih Janačkovih orgel, torej gre za en edinstven inštrument. Torej ob tem, ko smo začeli razmišljati o prezentaciji tega inštrumenta, smo naredili eno serijo koncertov. Te koncerti so pa v meni spodbudili tudi eno daljno željo po tem, da bi v bistvu poskušali umetnost si predstavljati tako, kot so jo pred stoletji. Torej, verjetno so bile takrat vsi te dogodki, ki jim pravimo umetniški dogodki, bolj celovite, a ne? Sodelovali so pri tem projektu Janez Jocif in Krapela Karniola, Maja Šubic, Agata Pavlovec, Tone Štamcar, Andrej Perko. Predvsem pa smo hoteli v Crngrob privabiti ljudi, kar je v bistvu najnačinje. Crngrob se mi zdi, da je v zadnjih letih nekako počival v tem tudi duhovnem smislu mogoče. Bil je to enkraten dogodek performativne narave, intermedijski, interaktiven. Sodelovala je publika. V cerkvi so umetniki postavili intervencije. Zgodil se je plesni performance, zvočni performance. Smo poskušali zaključiti dogodek s sončnim vzhodom. To nam je uspelo, lahko rečem skoraj do minute natančno. Sama razstava je koncipirana, oziroma postavitev razstave je koncipirana tako, da skuša slediti toku samega dogodka v Crngrobu, se pravi prehajanja noči v zoro. In tako sva se tudi zasnovala svetu in temen del razstave. V temnejšem delu razstave se stvar začne po noči in konča pravzaprav v svetlejšem delu. Koncept je bil, da predstavimo glasbo, ples, ambient sam, časovno uskladimo, torej da postavimo v en čas, ki je malo neobičajen, ki pa strašno močno deluje. Poklon naravi, poklon Crngrobu, prikazu kozmičnih sil, njenih moči na človeka in nekako poklon prehodu noči v dan. Opazovati vzhajajoče sonce, mislim, da je nekaj samo po sebi magičnega. Kar je bilo še nenavadno je, da se je izvajala živa glasba zjutraj, ponavadi smo vajeni koncertov zvečer. Torej, v samem glasbenem delu smo združili nekatere stvari, ki so direktno navezane na Crngrob, torej na Marijino cerkev. Ko smo združili stare srednjeveške Marijine pesmi od španskih Cantigas de Santa Maria, torej iz 13. stoletja pa do Libre Vermel, torej gre za en kodeks iz Montserrata iz konca 14. stoletja, pa do slovenskih ljudskih Marijinih pesmi, v nekaj tudi v obliki branja, torej ne samo glasbene interpretacije. In to se je v bistvu začelo ob 5. zjutraj, končalo ob 6. pa nekaj minut, 6
pa še nekaj, ne vem, kot 22, meni se zdi, je bilo pa zaključek z vzhodom sonca. Zakaj sva se z Janezom Jocifom, soavtorjem razstave, odločila, da v bistvu ponoviva oziroma predstaviva projekt širši javnosti? Želela smo pokazati, kako Crn grob kot pomemben srednjeveški spomenik vpliva na sodobno umetnost in kako se sodobna umetnost oplaja z njim. In tudi zato, ker sva želela poustvariti dogodek oziroma ga nadgraditi. Zvočni ambient, ki je tam nastal, vizualno zvočni ambient, prenesti v en drugačen prostor in preveriti, eksperimentirati, kako to deluje v nekem sterilnem prostoru, ki pa smo ga s pomočjo premišljene postavitve, svetlobe in tako spet želeli približati nazaj Crn grobu. V bistvu nekako poudariti njegov pomen in ta most, ki vse skozi obstaja med obema.